Včasih se največja vprašanja našega časa skrivajo v majhnih, na videz lokalnih pravnih bitkah. Danes se poglabljamo v eno tako bitko v Sloveniji, ki pa postavlja univerzalno vprašanje: kdo ima v resnici moč, ko država postane koda? To ni samo zgodba o nekem zakonu, to je spopad dveh konceptov, neusmiljenega algoritma in človeškega razuma. Tale misel je, v samem srcu tega spora. Ko država postane koda, mora pravo postati matematika. To pomeni, da ne govorimo več samo o paragrafih, govorimo o čisti logiki. In ključno vprašanje je, ali lahko človeški razum, torej ta matematika, še vedno nadzoruje surovo, neusmiljeno moč avtomatiziranih sistemov. Poglejmo si glavna akterja tega dvoboja. Na eni strani imamo algoritem. To je avtomatizirana država, hladen, neusmiljen sistem, ki slepo sledi vnaprej napisani kodi, brez izjem, brez sočutja, brez prostora za napake. Na drugi strani pa imamo logaritem. Ta simbolizira moč človeškega razuma, vlogo ustavnega sodišča, da to strojno logiko preveri, najde koren problema in sistem vrne nazaj k temeljem, k ustavi in k človeku. No pa poglejmo, kaj je pravzaprav jedro problema. Govorimo o noveli zakona o splošnem upravnem postopku, krajše ZUPI. Vlagatelji ustavne pobude trdijo, da je prav ta zakon tisti, ki v naš pravni sistem vnaša to neusmiljeno, togo logiko. Kdo se torej postavlja po robu tej avtomatizaciji? Društvo zastopajo več kot 5600 članov. In pozor, to niso neke velike korporacije, ne. To so samozaposleni, lastniki malih podjetij, skratka tisti, ki so hrbtenica gospodarstva in pa seveda digitalno bolj ranljivi posamezniki. Njihova pobuda je glas tistih, ki bi jih tak algoritem lahko prvi poteptal. Pobuda v bistvu razstavi ta novi sistem na 4 ključne, recimo kar nevarne točke. Prvič, sistem omogoča izdajanje odločb brez kakršnekoli obrazložitve. Predstavljate si, dobite odločbo, ampak ne veste, zakaj. Drugič, nova strožja pravila se uporabljajo za nazaj, za postopke, ki so se začeli že po starem, milejšem zakonu. Tretjič, prisilna digitalizacija, ki vse zavezuje k elektronski komunikaciji z nevarno, kratkimi roki. In četrtič, nekaj, kar se sliši tehnično, a je izjemno pomembno. Način, kako država enostransko spreminja digitalno identiteto vsakega posameznika. In to nas pripelje do enega koncepta. Predstavil ga je Lawrence Lessig in pravi: koda je zakon. Ideja je preprosta, a hkrati kar malo srhljiva. V digitalnem svetu niso pomembna samo pravila, ki jih sprejme parlament, ampak tudi pravila, ki jih v sistemu piše programer. Če koda recimo ne predvideva možnosti podaljšanja roka zaradi bolezni, potem ta pravica v praksi enostavno ne obstaja več. Koda postane pomembnejša od zakona. Vse to zvoni morda malo abstraktno, ampak kakšna je človeška cena tej, recimo, digitalne učinkovitosti? Kaj se zgodi, ko hiter in neusmiljen sistem trči ob nepredvidljivost resničnega življenja? No, posledice so lahko, kot trdijo pobudniki, naravnost uničujoče. Dajmo si predstavljati en tak čisto življenjski scenarij. Podjetnik zboli in pristane v bolnišnici za 10 dni. Medtem mu država v njegov elektronski predal pošlje pomembno odločbo. Ker ura za odziv teče le 7 dni, je odločba, ko pride iz bolnišnice, že dokončna, pravnomočna, pravica do pritožbe je zavedno izgubljena. Konec. No, pravni mehanizem, ki to omogoča, se imenuje fikcija vročila. Sliši se zapleteno, ampak ideja je pravzaprav precej brutalna. Po novem se že po pičlih 7 dneh šteje, da je dokument prejet in prebran. Ni važno, ali je kdo sploh odprl elektronski predal, bil na dopustu v bolnišnici, ura za pritožbo takrat začne neusmiljeno teči. Vlagatelji pobude zato uporabljajo eno res močno metaforo. Procesna giljotina. In ko pomislimo, je kar ustrezna, kaj ne? To pomeni, da lahko nekdo svoje pravice izgubi takoj, nepreklicno, brez možnosti obrambe, zaradi ene same tehnične napake ali podživljenjske okoliščine, na katero nima vpliva. In kakšne so potem širše posledice? Pobuda jih oriše s 4 izrazi, ki dajo misliti. Prvič, ustvarja se digitalni apartheid, ki iz pravnega sistema preprosto izključi starejše in manj tehnološko vešče. Drugič, vodi v gospodarsko izčrpavanje malih podjetij. Tretjič, pride do prevalitve stroškov. Državljani moramo zdaj sami plačevati za opremo, internet in varnost za komunikacijo z lastno državo. In končno, ustvarja se administrativno tlačanstvo, kjer ljudje postanemo sužnji nenehnega preverjanja elektronskih predalov.
Zdaj pa pridemo do dela pobude, ki je morda najbolj presenetljiv. Je zelo tehničen, ampak hkrati, srhljivo preprost za razumevanje. Nanaša se na vprašanje, kaj sploh je posameznik v očeh računalnika in kako lahko en sam pritisk na tipko spremeni, kdo smo. Vprašanje je čisto enostavno. Ali sta za računalnik Janez, napisan z malo začetnico, in Janez, napisan z velikimi tiskanimi črkami, ena in ista oseba? Za nas, za ljudi, je odgovor seveda da, jasno. Ampak za stroj Je odgovor odločen ne. Poglejmo tole tabelo. Fascinantno, kaj ne? Vsaka črka, vsak znak ima v kodi, ki jo razumejo računalniki, svojo unikatno številko. Mala črka A je 97, velika A pa 65. Za računalnik to nista ista znaka. Zato sta zanj Janez in Janez, dve popolnoma različni, nezamenljivi entiteti. In zakaj je to sploh pomembno? Ker ko država v svojih sistemih kar avtomatsko spremeni ime v velike tiskane črke, to ni samo lepotni popravek. Ne. To je dejanska tehnična sprememba podatka. Pobudniki trdijo, da je to kršitev temeljnega načela točnosti podatkov po GDPR-ju in lahko mimogrede povzroči resne napake pri preverjanju identitete v mednarodnih sistemih. Počasi se bližamo koncu in tukaj je pomembno, da naredimo korak nazaj in pogledamo širšo sliko. Ta bitka, ki poteka v Sloveniji, ni zgolj neko lokalno vprašanje. Pravzaprav je testni primer opozorilo za vse demokracije, ki pospešeno vstopajo v digitalno dobo. In res je tako, majhna tehnična sprememba v zakonu lahko sproži cel plaz negativnih posledic. Mala podjetja so ogrožena, digitalni razkorak se poglablja, zaupanje v državo in njene inštitucije pa strmo pada. Sodišča postajajo preplavljena s pritožbami, stres pa pušča posledice tudi na našem zdravju. In to nas pripelje do zadnjega, morda najbolj temeljnega koncepta iz te pobude, preobrazba države v korporacijo. V tem modelu država ne deluje več kot servis državljanov, ampak po čisti poslovni logiki učinkovitosti. Mi, državljani, nismo več nosilci suverenosti v družbeni pogodbi, ampak postanemo zgolj uporabniki storitev, ki morajo sprejeti pogoje poslovanja brez kakršnekoli možnosti pogajanj. In s tem smo prišli do končnega vprašanja, ki pravzaprav povzame celoten problem. V dobi, ko država pospešno postaja koda, kdo ima v rokah resnično moč? Parlament, ki piše zakone, ali programer, ki piše kodo, ki te zakone potem izvršuje? Odgovor na to vprašanje bo brez dvoma določil prihodnost demokracije, kot jo poznamo. Gre za pobudo za ustavno presojo novele zakona o splošnem upravnem postopku, ali krajše ZUPI. Na prvi pogled se sliši precej suhoparno pravno. Točno, ampak vir, ki ga je konec decembra 2025 vložilo Društvo za srečno življenje Belize, to preobrne v nekaj skorajda filozofskega. Res je, celoten dokument je zgrajen okoli ene same, ampak izjemno močne metafore. Postavljajo kot osrednji konflikt našega časa, boj med algoritmom in logaritmom. In to je tudi najin cilj danes, da točno to, kaj ta spopad pomeni za vsakoga od nas, ko imamo opravka z državo. Natanko tako. Super. Začniva torej kar tam, pri tej metafori, ker je res briljantne. Kaj točno pobudniki mislijo, ko pravijo, da država z novo zakonodajo postaja algoritem? Algoritem je v tem kontekstu nova, avtomatizirana, skorajda brezdušna državna uprava. Brezdušna, to je dobra beseda. Ja, predstavlja slepo izvrševanje vnaprej določenih pravil brez kakršnekoli človeške presoje, brez sočutja in brez možnosti upoštevanja izjem. Se pravi, ne išče se več, kaj je res, ampak samo, ali je postopek izpeljan pravilno. Točno. Vir dobesedno trdi, da takšna uprava ukinja načelo materialne resnice. Vsebina postane popolnoma nepomembna. Kot nekakšen chatbot, ki na vsako vprašanje odgovori z računalnik pravi ne in s tem je debate konec. To je odličen povzetek, ja. Izvršna veja oblasti ne deluje več kot servis ljudem, ampak kot kos programske kode. In koda ne pozna odtenkov. Seveda. Pozna samo 1 in 0, da ali ne. In točno to je problem, na katerega opozarjajo. V redu. In če je to algoritem, kaj je potem protiutež? Kaj je logaritem? Zvoni še bolj matematično. Pa je v resnici zelo poetično, celo filozofsko. Logaritem je vloga, ki naj bi jo prevzelo ustavno sodišče. Aha. Tehnično gledano je logaritem inverzna funkcija eksponentne rasti. Torej, vzame ogromno nerazumljivo številko in jo vrne na obvladljivo človeško raven. In pravno gledano?
Pravno pa to pomeni, da mora sodišče poiskati logos, grško za razlog, smisel, koren, za nekim zakonom. In s tem obrniti to eksponentno divjo rast birokracije. Se pravi, naloga sodišča je, da deluje kot človeški filter, ki to neobvladljivo rast moči algoritma spravi nazaj v ustavne meje, da preveri, ali je za kodo še vedno nek človeški smisel. Natančno. Da vrne sistemu sorazmerje, kjer je v središču spet človek, ne pa koda. In pobuda trdi, da je ta nova novela zakona to ravnovesje popolnoma porušila. V redu, poglejmo, kako naj bi se to zgodilo. Vir napada, 4 ključne točke novele, ki naj bi začela veljati 6. februarja 2026. Prva se sliši, precej srhljivo. Gre za uvedbo odločb brez obrazložitve. Da, to je spremenjeni 58. člen in po mnenju vlagateljev je to najmočnejši udarec pravni državi. Kaj točno pomeni? Pomeni, da lahko upravni organ, recimo davčni urad ali pa center za socialno delo, izda odločbo, ki vsebuje samo izrek. Samo izrek. Ja. Naprimer, vaša zahteva za otroški dodatek se zavrne. Pika. Konc brez enega samega stavka pojasnila zakaj. Torej, dobiš odločitev, ki ti morda obrne življenje na glavo, a nimaš pravice izvedeti, na podlagi česa je bila sprejeta. Točno to. Ampak kako se sploh lahko pritožiš na kaj takega? Kaj napišeš v pritožbo? Ne strinjam se, ker... Razlogi. In točno to je bistvo. Ne moreš se kako izpodbijati razloge, ki jih sploh ne poznaš. Natanko tako. Pobudniki temu rečejo procesna giljotina. Močno. Zelo, ker ti učinkovito odseka pravico do pritožbe in s tem tudi do sodnega varstva. Sodišče namreč ne more presojati razlogov, če teh razlogov sploh ni. To je pač popolnoma zaprt krog. Dobro, torej imamo odločbe brez obrazložitve, kar je že samo po sebi res skrb vzbujajoče. Da se problem še poglobi pri samem načinu komuniciranja z državo, pri tako imenovani prisilni digitalizaciji. Ja, to sta drugi in tretji steber napada. Prisilna digitalizacija in fikcija vročitve. Zakon uvaja obvezno elektronsko vročanje za vse poslovne subjekte. In pazi, to niso samo velika podjetja, ampak tudi vsak SP, vsako društvo, vsak samostojni novinar. Praktično vsi, ki niso zgolj fizične osebe. Tako. Hkrati pa drastično skrajšuje rok, po katerem se šteje, da si pošiljko prejel, tudi če je nisi odprl. Ta rok se s prejšnjih 15 dni skrajša na samo 7. 7 dni? To se zdi neverjetno malo. Mislim, predstavljam si nekoga, ki zboli za gripo za en teden, ali pa gre na dopust. In točno to je past. Predstavljaj si lastnika majhne obrtne delavnice. Je na dvotedenskem dopustu prvič po 5 letih. 7. dan dopusta mu v e-predal prispe tista neobrazložena odločba. In on seveda nima pojma. Nima. Ker je rok samo 7 dni in je on odsoten, ga seveda zamudi. S tem nastopi tako imenovana fikcija vročitve, zakon predpostavlja, da je pošiljko prejel. Rok za pritožbo začne teči in se tudi izteče, še preden se on vrne domov. In ko pride nazaj? Ko pride nazaj, ugotovi, da je odločba postala pravnomočna in da ima morda že blokiran račun. Vse to zaradi neprebranega e-maila. Viru zato uporabljajo izjemno močan izraz – digitalni apartheid. Najprej se mi je zdelo pretirano, ampak ko pomislim na starejše podjetnike ali tiste, ki so digitalno manj vešči, mogoče ni tako daleč od resnice. Absolutno. Ustvarja dve kaste ljudi. Tiste, ki so 24/7 na spletu in obvladajo birokracijo, ter vse ostale, za katere je ta sistem poln smrtonosnih pasti. To me pripelje do tretje točke, ker če to še ni dovolj, se pravila igre spreminjajo kar sredi tekme. Govorim o retroaktivnosti. Ja, 80. člen novele. Ta določa, da se morajo tudi postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo te novele, dokončati po novih, bistveno strožjih pravilih. To je noro. To je kot da bi začela teči maraton, pod obljubo, da bodo okrepčevalnice na vsakih 5 kilometrov, potem pa ti na pol poti sporočijo. Mimogrede, sprememba pravil. Naslednja voda je šele na cilju, pa še tja morate priti vzvratno. Odlična primerjava. Popolnoma uniči načelo zaupanja v pravo in pravno varnost. Seveda.
Nekdo je morda začel postopek z vedenjem, da bo dobil obrazloženo odločbo in imel 15 dni časa za prevzem, zdaj pa bo sredi postopka soočen z novimi pravili, ki mu jemljejo temeljne pravice. To je definicija nepoštene igre se strani države. Brez dvoma. V redu. Torej, odločbe brez razlage, digitalne pasti, spreminjanje pravil za nazaj. Sliši se kot recept za pravno katastrofo. Ampak četrti argument, ki ga navajajo, je morda najbolj nenavaden in se na prvi pogled zdi skoraj trivialen. Govori o velikih tiskanih črkah. Ta je moj najljubši, ker razkrije, kako globoko sega nerazumevanje digitalnega sveta strani zakonodajalca. Gre za prakso, ki jo vsi poznamo. Država imena in priimke v uradnih dokumentih pogosto zapisuje z velikimi tiskanimi črkami. Janez Novak. In na prvi pogled se zdi to zgolj oblikovna, estetska odločitev, a ne? Ampak pobudniki trdijo, da je to v resnici sistemska napaka, kaj ne? Da za računalnik Janez in Janez sploh nista ista stvar. Točno tako. In tu pridemo do jedra problema digitalne uprave. Za nas je to estetska razlika, za sistem pa je to fundamentalna razlika v podatkih. Kako to? Vsak znak v računalniku je predstavljen s številko. V standardnem kodnem naboru ima mala črka A kodo 97, velika A pa kodo 65. Razumem. Druga koda, drug podatek. Točno. Zato ste za informacijski sistem ni za Janez in Janez dva popolnoma različna podatka. Tako različna kot Janez in recimo Peter. Se pravi, država z onim samim klikom na tipko caps lock tehnično gledano ustvari netočen podatek o meni. Podatek, ki se ne ujema z mojim uradnim imenom, kot je zapisano v matičnem registru. V bistvu da. In tu postane zadeva resna, ker trči ob eno temeljnih načel splošne uredbe o varstvu podatkov, GDPR-ja, načelo točnosti podatkov. Seveda, država je po zakonu dolžna zagotoviti, da so podatki točni. In s to prakso jih sistematično dela netočne. Ampak vir gre še korak dlje. To prakso povezujejo z nekim konceptom iz rimskega prava, kaj ne? Capitis. Capitis diminucio. To je fascinantno. V rimskem pravu je capitis diminucio maxima pomenila popolno izgubo pravnega statusa, postal si suženj. V bistvu je bila to civilna smrt. Wow. Argument v pobudi je seveda simboličen, a izjemno močan. Trdijo, da država s tem, ko živega človeka z imenom in priimkom spremeni v kapitalski, neoseben, tehnično napačen zapis, simbolno izvaja digitalni capitis diminucio. Spreminjate v pravno fikcijo? Ja. V korporacijo, v entiteto, s katero njen algoritem lažje upravlja. Ko vse te 4 stebra sestaviš skupaj, postane slika precej jasna. Vir večkrat omeni metuljev učinek. Da lahko najmanjša napaka v tem sistemu sproži plaz uničujočih posledic. Točno. Vzemeva spet našega obrtnika na dopustu. Zamah metuljevih kril je tisti zamujeni 7-dnevni rok. Orkan, ki sledi, pa je pravnomočna, neobrazložena in morda popolnoma napačna odločba. Potem rubež na računu, blokada podjetja, odpuščanje delavcev. In na koncu osebni stečaj. Grozljivo. Sistem je zasnovan tako, da nima varovalk. Vsaka napaka je lahko usodna in nesorazmerno prizadene najšibkejše. Ampak vedno se najde nekdo, ki bo rekel, da je to cena za učinkovitost. Manj birokracije, hitrejši postopki, pa še zeleni prehod je, ker porabimo manj papirja. Kako vir odgovarja na to? Z zelo preprostim in močnim primerom. Avstrijo. Zakaj ravno Avstrijo? Ker naše upravno pravo zgodovinsko izhaja iz avstrijskega, zato je primerjava še toliko bolj relevantna. Tudi Avstrija se digitalizira, a to počne na bistveno bolj premišljen, human način. Kako to misliš? Ohranja možnost izbire med papirno in elektronsko komunikacijo. In, kar je ključno, vztraja pri tem, da mora biti vsaka odločba obrazložena. Se pravi, ne gre za vprašanje, ali se digitalizirati, ampak kako. In pobuda trdi, da je slovenska pot radikalen tehnokratski eksperiment na škodo ljudi. Natančno. In pokaže, da je argument o zelenem prehodu zgolj ideološki izgovor. Kako to? Ker se zmanjšanje porabe papirja postavlja kot absolutna vrednota, ki upravičuje krčenje ustavnih pravic, pri tem pa se pač pozablja na ogromno energetsko potratnost strežniške infrastrukture, ki jo ta digitalizacija zahteva. Gre za lažno dilemo. Današnja analiza torej res razkriva ta globok spopad med dvema logikama.
Na eni strani imamo državo, ki v imenu učinkovitosti postaja hladen, neoseben algoritem. Na drugi pa zahtevo, da sodišče deluje kot logaritm, kot varuh človečnosti in zdravega razuma. In prav na koncu vir potegne še enega aduta iz rokava. Ja, in pobuda se zaključi z argumentom, ki je morda najbolj napreden od vseh. Imenujejo ga lex kriptografija ali računalniško pravo. Sliši se zapleteno. Teza pa je preprosta. Če naj zakone izvršujejo stroji, potem morajo biti ti zakoni napisani z matematično natančnostjo programske kode. Seveda, ker algoritem ne pozna dvoumnosti. Točno. Ne pozna prostega preudarka, ne more brati med vrsticami. Naši zakoni pa so seveda vse prej kot to. So polni splošnih pojmov, kot so javni interes ali dober gospodar, ki jih lahko interpretira samo človek. Točno tako. In ker naši zakoni niso napisani kot koda, ta novela ZUPI deluje kot programska oprema v beta verziji. Polna je hroščev sistemskih napak in ranljivosti. Problem je, da država to beta verzijo namešča v živo produkcijsko okolje. Na hrbte vseh nas. In to nas pusti z enim resnim vprašanjem za razmislek, ki presega zgolj pravo. In to je? Ko pravo postane koda, kaj se zgodi s koncepti kot so pravičnost, presoja in milost? Kaj se zgodi z vsemi tistimi človeškimi lastnostmi, ki jih v algoritem preprosto ni mogoče vpisati?